V studiu pozdravljam predsednika Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Dober večer. Dober večer. Gospod Zmago, dopolnitve kazenskega zakonika, vi pravite, potrebne, da se skrajša nerazumno dolge predkazenske in kazenske zadeve oziroma postopki v zadevah gospodarske kriminalitete. Kaj še? Jaz mislim, da nasplošno je treba skrajšati vse te postopke, kajti ti dolgi postopki kažejo na več stvari. Ena zadeva je, da se človek vpraša, ali je izobrazbena struktura tistih, ki vodijo na sodni veji oblasti, ustrezna, da lahko speljejo te zadeve, ali jih ne morejo. Druga varianta je, da nekatere zadeve namerno vlečejo, da potem pade zastavca in potem je zadeva ad acta. In pa tretja zadeva je pa vprašanje, ko nekateri zaradi političnih razmer določene nepomembne zadeve vlečejo, da se tvori eno vzdušje med ljudmi, ki pa ni pozitivno. Jaz lahko povem moj osebni primer. Mene so 15 let so me vlačili po sodiščih zaradi tega, ker naj bi neko bombo podstavljal ali nekaj takega, dokler ni sodišče ugotovilo, da sem popolnoma nedolžen. Ampak 15 let je bilo v bistvu ene take psihičnega pritiska. Pri mnogo teh ljudeh se dogaja enako, z namenom, da se ustvari nekakšen negativen odnos ljudi do teh, ki jih imajo. Po drugi strani pa, če pogledamo recimo Balkanski bojevnik, če pogledamo Jankovića, kaj se tukaj dogaja? Na hitro se zadeve uredijo, da padejo in da potem še država odplačuje desetine in desetine milijonov odškodnine ali pa se to briše na račun nas. Ja, vi ste omenjali svoj lasten primer, še nekaj zelo odmevnih je bilo v zadnjih letih, nesodno maličenje recimo gospoda Magajne, sodno maličenje gospoda Noviča. Ne? Tako je, tako je. So vse to razlogi, zaradi katerih po vaše je to nujno? Ne? Absolutno, kajti morali bi tukaj uvesti še eno drugo zadevo. Dve zadevi sta pomembni. Prvič, sodniki ne bi smeli imeti trajnega mandata, obenem s tem, da bi bili tudi kazensko in finančno odgovorni za tiste napake, ki jih naredijo in sodbe, ki jim padejo. In pa seveda preveriti treba, ali so, ali niso, ali imajo diplome, ali nimajo diplom. Ja. To pa je morda zgodba za kdaj drugič. Včeraj smo eno takšno načeli v naši oddaji razkrito, ko smo imeli tukaj izbran, lahko rečemo, sodniško smetano. Gospod Jelinčič, pa vendarle, zdaj vi pravite, s prvo spremembo kazenskega pregona ne bi več bilo mogoče izvajati po poteku 2 let od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja. Vas ne skrbi, da bi tukaj potem primeri še prej lahko zastarali? Ma kaki, poglejte, če določen sodnik v 2 letih ne more pripraviti ali pa tožilc ne more pripraviti dokumenta, potem ni vreden, da je tožilc. Dajmo vzemimo za primer nemške tožilce. Tam imajo nekaj podobnega. Pri nas se pa dogaja to, da določeni, ne samo tožilci, tudi sodniki ali pa sodnice, se jih poleti vidi, ko ob 12. uri grejo na trg, da dobijo še ta boljš solato. Zdaj, nekaj mnenj je bilo podanih Zakonodajno-pravne službe, Državnega sveta, Ministrstva za pravosodje, Vrhovnega državnega tožilstva, Sodnega sveta. Vsa mnenja so bila odklonilna. Logično, kaj ti branijo svojo pozicijo, branijo tisto, kar so si priborili in branijo to, da lahko tistega, ki ga politično opredelijo kot nevarnega ali škodljivega, da ga lahko sesuvajo, ne samo da ga sesujejo, ampak da ga sesuvajo čez dalj čas. Ampak tukaj vam očitajo, da vi novelirate napačen zakon. Veste kaj, vsak pravnik, ne samo, da sta 2 pravnika, pa da so to 4 mnenja, ampak vsak pravnik za nekatere bi rekel, da so kar cepljene osebnosti, ker enkrat govorijo tako, drugič pa tako. Tudi opozicija pravi, da gre za pravno zmešnjavo, verjetno neke podporo v Državnem zboru tukaj z njihove strani ne morete pričakovati. Glejte, strani KUL opozicije nikakor ne moramo imeti podpore. To je iluzorno misliti. Dejstvo je, da so oni na strani teh vseh, ki so proti tej spremembi zakona, kajti oni še vedno mislijo, da bodo lahko mleli tako, kot meljejo zdaj. Meljejo ljudi, meljejo procese. Pri tistih procesih, ki bi jih morali že zdavnaj rešiti, tam ne naredijo. Drugače pa vlečejo. Vse ste sam omenil prej 3 primere. Ja, tukaj ste vi omenili recimo gospoda Jankovića, recimo gospod Verbič konkretno je omenil tudi primer Kanglera. Češ ta 2 primera kažeta, da s kazenskim postopkom nekaj ni v redu. Točno tako.
Točno tako. Kazenski postopki se rešujejo ad personam, odvisno, kdo je na drugi strani sodne veje oblasti. Nekateri imajo odprta vrata, nekateri, kot sem jaz slišal, celo določajo, kateri sodniki bojo obravnavali njihov primer, nekateri se morajo pa braniti za vsako zadevo, kaj vem, za hišico, za ptiče. Je to ta zadnja verzija te novele, po vaše, se lahko še kaj spremeni, še kaj doda, kaj popravi, kaj izboljša? Poglejte, amandmaji se še vedno lahko vlagajo in bomo videli, kakšen amandma bo vložen. Morda je lahko kakšna izboljšava in če bo kakšna izboljšava, jo bomo tudi mi z veseljem podprli. Gospod Jelinčič, počasi se izteka mandat tretji vladi Janeza Janše. Vi ste imeli kot opozicijska konstruktivna stranka z njo podpisan neke vrste dogovor. Kaj iz tega dogovora je bilo realizirano, kaj še mora biti, ste zadovoljni, je Janez Janša držal svojo besedo? Moram reči, da je gospod Janša absolutno držal svojo besedo. Vse, kar smo se dogovorili, je narejeno. Moram pa povedati, da je, se tudi objavljam na Facebooku, spisek zadev, ki so bile narejene, tudi s pomočjo Slovenske nacionalne stranke. Vkolikor naših podpisov ne bi bilo zraven, noben od teh projektov ne bi mogel biti narejen. Tako pa je bila zadeva opravljena v korist slovenskega naroda in slovenske države. Morda še tole za konec pogovora. Nismo še čisto tam, ampak parlamentarna tekma se skoraj da začenja. Očitajo vam nekateri, da ste imeli cenik tako v Šarčevi vladi, zdaj v Janševi vladi. Skratka, na kakšen način boste prepričevali volivce v naslednji kampanji? Poglejte, jaz mislim, da pričakujem samo še, da bo mogoče Brglez dal, kakšen cenik imam jaz v Evropskem parlamentu. Gospod Jelinčič, hvala za obisk v našem studiu. Enako.